Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic in kot ponavadi si bomo tudi tokrat ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo ustavili pri 4 različnih temah. Vsi članki so bili objavljeni 28.10. in seveda bližnjice do originalov dobite navedene v samem opisu. Tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem zasledil v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, na hitro smo ponovili tudi tokrat ta malce drugačni format prispevka, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. Na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko zasledili, da je FIA objavila poročilo o finančnem poslovanju za sezono 2024. Ugotovili so, da 9 od 10 ekip je poslovalo brez najmanjše napake in prav tako vseh 5 dobaviteljev pogonskih sklopov. Edina napaka, ki so jo zasledili, je bila pa, imenujemo jo le formalnost. Zato ne bodo sledile nobene sankcije. In tu je treba poudariti, da so edino napako zasledili pri ekipi Aston Martin. Kot poročajo nekatere govorice, je šlo za to, da njihov zunanji revizor je zbolel in bil prisiljen oditi v bolnišnico in zato ni pravočasno podpisal nekega papirja oziroma nekega obrazca. In razumljivo je, da zaradi tega ni nobenih sankcij. A kaj je pri vsej zgodbi bistveno bolj zaskrbljujoče, je naslednje. Koliko zgodb smo slišali okrog tega, da naj bi 2 ekipi resno prekršili tisti budget cap, ki je toliko osovražen med nekaterimi ljubitelji Formule 1. Videli smo kar precej člankov o tem, da pravzaprav so nekateri porabili preveč. Šušljalo se je o McLarenu, šušljalo se je o Mercedesu. In še tisti najbolj pogumni so kar diskvalificirali ekipo iz Wokinga in naslov med konstruktorji Sali Ferrarijo za sezono 2022. In zopet se lahko sprašujemo, kdo piše v določenih virih in kaj res prav vsakdo, ki ima 3 minute časa, lahko komentira o zadevah, ki mu niso jasne pri Formuli 1. Nobena ekipa ni tako nora, da bo šla zavestno kršiti finančna pravila, ker točno vedo, kakšne so kontrole in kakšne so posledice. Formula 1 je šport, kjer se res upogibajo pravila, ampak je tudi šport, kjer so prisotni inteligentni ljudje. Marsikdaj bi lahko dejali, da med navdušenci tega zadnjega kriterija ni preveč močno zaznati, vsaj ne v zadnjem obdobju. A verjamem, nekateri bodo histerično vreščali, da so zadeve pometli pod preprogo in da se praktično kujejo nove zarote. A pustimo sedaj to in poglejmo si drugi današnji sklop. Na portalu Planet F1 smo lahko zasledili izjemno zanimiv članek o pogodbi Georgea Russella. Seveda
njegovem podaljšanju pri tovarniški ekipi Mercedes smo v preteklih tednih govorili mnogokrat. Ampak sedaj je sam George Russell povedal nekaj podrobnosti, ki lahko nam, navdušencem, malce bolj razkrijejo ozadje v svetu Formule 1. Namreč George Russell je dejal, da njegova pogodba z tovarniško ekipo Mercedes je nekako vezana na rezultate. Če bodo njegovi rezultati zadovoljivi v sezoni 2026, se bo pogodba avtomatsko podaljšala v naslednje leto. Brez dogovarjanja, brez diskusij, brez praktično nič. In tu mnogi bi lahko dejali, da se zopet pojavlja tista senca Maxa Verstappena, ki naj bi lahko tudi prestopil. Ampak verjetno tisti, ki kujejo takšne teorije, ne vedo, kako delujejo pogodbe v Formuli 1. Tudi če voznik podpiše dvoletno pogodbo, kot je v primeru Georgea Russella, so klavzule, ki omogočajo predčasni razdor le-te. Videli smo prav pri Mercedesu, kaj se je zgodilo, na primer z Lewisom Hamiltonom. Tudi on je imel dvoletni dogovor, ki ga je pretrgal leto pred iztekom. V vsaki pogodbi so seveda pogoji. Na eni strani mora voznik doseči določene rezultate, na drugi strani ekipa. Običajno je to vezano na mesto, ki ga voznik ali ekipa zaseda na končni lestvici ali kaj podobnega. Ni pa nujno. In sedaj se tu lahko začnemo malce prerekati o tem, kakšen je dogovor, ki ga ima George Russell, ali 1+1 ali pa dvoletni. V vsakem primeru mislim, da tu Max Verstappen in njegov morebitni prihod k tovarniški ekipi Mercedes nima nobene veze. Gre za standard, ki je že mnoga desetletja prisoten v Formuli 1, samo nekateri tega očitno ne vedo ali pa ne poznajo. A poglejmo si, seveda, kaj sem pripravil za tretji današnji sklop. Na uradni spletni strani Formule 1 f1.com smo lahko prebrali, kako so pri Aston Martinu podpisali pogodbo z Jackom Crawfordom. On bo njihov tretji oziroma rezervni voznik v sezoni 2026. Prav na veliki nagradi Mehike smo ga videli prvič v sedežu aktualnega bolida Formule 1 in od leta 2024 je v raznih testiranjih napravil že več kot 2000 km z raznimi, predvsem starejšimi modeli v okviru ekipe Aston Martin. In tu lahko poudarimo kar nekaj zanimivosti. Prvič, vrata so se dokončno zaprla tudi za Yukija Tsunodo pri ekipi Aston Martin. Lahko smo nekako razmišljali, da bo Honda vplivala na ekipo iz Silverstona, da bi njihovemu vozniku dali neke vrste tolažilno nagrado. Ampak Jack Crawford je zasedel ta sed. Drugič, toliko zgodb je bilo o Američanih v Formuli 1, kjer pa nikoli se skorajda ni omenjalo Crawforda. Verjetno smo že vsi siti prispevkov, člankov in mnenj o Coltonu Herti. No, Jack Crawford je Američan. Ima točke za super licenco, ampak priložnost v Formuli 1 daje britanska ekipa. Malce v razmislek vsem tistim, ki nekako porivajo določene voznike na osnovi nacionalitete oziroma licence. In seveda ne smemo še mimo ene točke. Felipe Drugovich je zapustil Aston Martin in seveda svoje možnosti v Formuli 1 dokončno odpisal.
Drugovič je tudi nekdo, ki je napolnil kar nekaj stolpcev v medijih, ki govorijo o Formuli 1, ampak po njegovem odhodu iz ekipe Aston Martin je bilo napisano bore. Tako da vidimo, kako mnenja in seveda članki nekaterih poznavalcev lahko marsikdaj pripeljejo do situacije, ki je čisto drugačna tistega, kar je realnost. A seveda postavila nam je še četrta današnja tema in poglejmo si, kaj sem pripravil. Tudi tokrat za konec rahlo bolj lahkotna postranska tema. Vračamo se seveda k zadevi, o kateri smo govorili že večkrat. Ampak kot smo lahko zasledili, na spletnem portalu motosport.com se je začel proces, v katerem Felipe Massa toži FIA, Formula One Management in Bernieja Ecclestona. V torek so se uradno začela zaslišanja, kajti Felipe Massa zahteva bogato odškodnino, ker so ga po njegovem mnenju prikrajšali za naslov v sezoni 2008. Zahteva 64 milijonov funtov ali preračunano $82 milijonov, ker so predvsem Bernie Eccleston in njegovi sodelavci potisnili pod preprogo afero Crashgate. In zadeva vam je še precej dobro znana, kajti tudi če takrat niste spremljali Formule 1, ste verjetno slišali mnogokrat, morda celo prevečkrat, zakaj je šlo. A to je treba dodati, da v predhodnih izjavah Felipija Masse smo slišali praktično čisto drugo zgodbo. Kako se Felipe Massa bori za brazilske navdušence Formule 1, kako si je zaslužil tisti naslov v letu 2008, njegove besede, ne moje, in kako hoče seveda nekako dobiti pravico. Razumem ga, da si želi dobiti neko zadoščenje, neko odškodnino, namreč nihče od nas se ne bi odrekel $82 milijonom, ampak po drugi strani se igrati takšnega pravičnika, ko na koncu gre le za ogromno količino denarja, se meni osebno zdi neumestno in predvsem nešportno. Potem, da je lahko Bernie Eccleston utišal govorice o tisti nečednosti, ki jo je napravil Flavio Briatore in Nelson Piquet mlajši, ne bomo zgubljali besed. Sposoben je kaj takega. In takrat z njegovimi sodelavci, kot so bili Max Mosley in podobni, zadeva ni bila nemogoča, ampak težava je nekje drugje. Namreč sodniki bodo razsodili v eno ali drugo smer. A vprašati se moramo, kaj ima to veze z Formulo 1. Namreč, da je Massa izgubil denar, ker ni bil svetovni prvak Formule 1, ker ni dobil nekih sponzorskih pogodb in podobnih zadev, pač ne spada v ta šport in ni treba s tem polniti raznih stolpcev. A da ne bo pomote, že tako ali drugače Felipija Masso nisem cenil ne vem kako visoko. Po tej pritožbi je praktično mnenje, ki ga imam o njem, padlo strmo navzdol. A to sem jaz. Nekaterim izmed vas bo verjetno zaradi tega še bistveno bolj všeč. A tudi danes smo prišli do konca našega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.